September je namreč v oddaji Dobro jutro posvečen polstoletni zgodovini festivala narečnih popevk in tudi naš tokratni gost je dober znanec tega posebneža med slovenskimi glasbenimi festivali. Lep pozdrav, gospod Rudi Šantl. Dobro jutro, Slovenija. Dobro jutro. Če bi naštevali, kaj vse ste glasbenega počeli v življenju, bi zaključila enkrat jutri pozno popoldne. Točno tako. Pa če omenim samo nekatere pomembne stvari, kot mulc ste se preizkušali na Pokaži, kaj znaš. Pri 18 ste imeli svojo prvo skupino Beli Lokvan, peli ste pri pevskih zborih, v opernem orkestru SNG Maribor. Tako, opernem zboru. Pot vas je zanesla v tujino, vrnili ste se nazaj, zdaj ste sveže pečen penzionist, ki ima manj časa kot kadarkoli prej. Kakšen je pogled nazaj? Vam je žal za karkoli, kar ste glasbenega počeli, ali vendarle je imelo vsaka stvar, če rečemo čisto sodobno, dodano vrednost? Ja, moram reči, da ta leta so tako prehitro minila, da človek ne more verjeti, ampak resnica je tukaj. Minilo je toliko let, 40 let, odkar sem začel, in moram reči, da ni mi žal. Ni mi žal. Pesem je vedno dobrodošla, ali si slabe volje, ali si dobre volje, vedno prije v poštev. Za slabe in za dobre. Je kakšna glasbena zvrst, kateri ste niste poskusili? Niti ne, kaj pa vem, probal sem vse načine ustvariti. Danes glasbenik mora biti kot jukebox, kot predstavnik, da mora znati od Tom Jonesa, mora znati od tega, od onega, od vseh teh pevcev bi pač moral nekaj znati, pa zapeti, ampak jaz sem si pač vedno ustvaril v svojem glasu pač pesem, ki je pač meni ležala na duši. Pot vas je zanesla tudi na festival narečnih popevk. Prvič leta 1981, tega ste nastopili kot debitant. Zakaj ste se odločili poskusiti še v tej, ne moramo reči ravno zvrsti, ampak kot že prej rečeno, posebnežu med festivali, namreč pet v narečju? Ja, bi rekel tako, da kot glasbenik so festivali zelo pomembni. Brez festivala ni imena, brez medijske podpore ni seveda imiča in imena, nekje se pač moraš pojaviti. In seveda to je bila izredna prilika takrat, ta narečna popevka v Mariboru. In moram reči, da tu mi je seveda tudi kar uspevalo, saj sem sodeloval kar nekajkrat, tudi potem še zmagan leta 85 med Štajerci in potem še pozneje, nazadnje zdaj 2009, strokovne žirije, nagrada strokovne žirije Vene Skuznati Hroščene, lepa prekmurska pesmica. In moram reči, da v vseh teh letih sem slišal veliko teh pesmi in velikih teh pesmi so postali veliki hiti v Sloveniji. Tako, ko ste imeli ravno Venec Skuznati Hrošč iz leta 2009, besedilo namreč napisal Mišo Kontrec. Nekaj taktov ravno te skladbe si bomo privoščili, da osvežimo svoj spomin. Ok. Mrtva je pesem, popolni meglica, vse je taktilo, ne spej ble več ptica. Mame več ne de, duša de prazna, samo slika na steni, da z menom gorasla. Spletamo venec, skuznati hrošč, pred Bogom pokleklo, ga proso za moč. Venec Skuznati Hrošč smo takole poslušali z leta 2009, kot sem prej že dejal, sveže pečen slovenski upokojenec ste. Kaj počnete v teh dneh pred narečno popevko, kot rečeno 28. zvečer ob 20. boste tudi vi tam? Tako je, tudi jaz bom tam in seveda
Je kaj vznemirjenosti, kaj treme, ali je to že tako navadna stvar, da človek nastopa na odru, da brez tega že skoraj da ne morete živeti? Ja, preveč ne razmišljam niti o tem, zato ker še imam neke druge nastope do takrat in bom kar vesel, bom rekel, bom kar vesel, da bom tudi takrat med starimi znanci. Tako, med starimi znanci, med starimi prijatelji po dolgem času, tako da med vsemi temi pevci, ki so nastopili v vseh teh 50 letih. Gospod Čantl, najlepša hvala. Dobro se imejte, uspešno še naprej. Pravijo, da vsak pravi slovenski penzionist ne sme imeti preveč časa, če ne mu grejo bedarije po glavi, tako da kar veliko še dokler bo zdravje služilo, bom pel tako, kot se to spodobi. Hvala lepa za obisk. Najlepša hvala. 28. se vidimo, zvečer ob 20. v dvorani Tabor.